Pozdravljen. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Avstrije. Skupaj si bomo ogledali vse tiste zanimive točke pred začetkom dirke svetovnega prvenstva Formule 1. Tudi danes bo zadnji brifing razdeljen na 3 ločene dele, le da bodo tokrat malce drugačni. Kot dobro veste, na tokratni veliki nagradi Avstrije spremljamo ta poseben spremenjen format, ki vsebuje sprint. In v prvem delu si bomo ogledali, kaj se je pravzaprav spremenilo med petkom in soboto, ter skušali razumeti, kakšno bo razmerje sil na sami dirki za veliko nagrado. Nato se bomo ozrli tudi malce proti ritmu, kjer bom predstavil poenostavljeno verzijo, kajti na enem samem prostem treningu ni bilo moč razbrati pravzaprav ritma za posamezne ekipe. In na koncu seveda bom predstavil kot običajno tisto moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo na začetku. Seveda od letos ima sprint ločene kvalifikacije, ki jih gledamo v soboto zjutraj. In tokrat med petkom in soboto velika razlika. Opazili ste lahko, da je bil tako McLaren kot Haas hitrejši od obeh Ferrarijev. In to je marsikoga spravilo v dvome. Kako je možno, da je bil Charles Leclerc v petek v bistvu letos najbližje Maxu Verstappenu, v soboto je bil pa od Leclerca hitrejši tudi moštveni kolega Carlos Sainz mlajši. Videli smo, da je bil Charles Leclerc tudi precej nervozen in je bil po samih kvalifikacijah za sprint ali sprint shotoutu tudi kaznovan s 3 kazenskimi mesti. A o Charlesu Leclercu se bomo pogovarjali malce kasneje. Sedaj bomo skušali razumeti, zakaj je kar naenkrat Ferrari postal tako počasen. Namreč očitna je bila neka razlika med petkom in soboto in govorim o vremenu, o temperaturah. Če smo v petek videli, da je bila temperatura asfalta krepko nad 40 stopinjami Celzija, v soboto je ta komajda presegla 20. In prav tu je morda skrivnost, zakaj Ferrari ni bil tako konkurenčen, kot bi lahko pričakovali. Pri modelu SF23 je lahko tisto temperaturno območje, kjer delujejo pnevmatike, bistveno ožje od onega, kar vidimo pri konkurenci, in tudi zato, kar naenkrat tak zaostanek. In poglejmo si, kaj smo tudi videli na samem sprintu. Za Maxa Verstappena dobesedno rutina. A tu bi sam rad poudaril nekaj. Po mojem skromnem mnenju je hitrost Red Bulla RB19 tista, ki jo je pokazal Perez. Max Verstappen je oni izjemni voznik, ki nekaj doda. A ne smemo mimo dejstva, da pri skuderiji Ferrari je po mojem videnju, kot sem že mnogokrat poudaril, gonilna sila Carlos Sainz mlajši. Tudi tokrat je to dokazal na sprintu, kjer je bil lepo tretji, medtem ko Charles Leclerc je dobesedno izginil v ozadju. Res, dobil je 3 kazenska mesta. A to še ni izgovor, da lahko sprint kar tako vrže stran. Namreč prav v takih trenutkih, ko so težave na obzorju, bi se moral začeti boriti. In zopet smo dobili manjši dokaz, kako si Charles Leclerc misli, da je gonilna sila, Carlos Sainz mlajši pa v resnici je. In ne smemo mimo drugega dejstva, ki je zelo zanimivo.
Na samih kvalifikacijah je bil Fernando Alonso pred Lensom Strollom, a na koncu sprinta smo videli, da kanadski voznik je prišel pred svojim bistveno bolj odmevnim moštvenim kolegom. Torej tudi Lance Stroll, ukolikor ni nekih izjemnih primerov, zna voziti dobro, hitro in učinkovito. Nič dobrega, nič hitrega in nič učinkovitega pa nismo videli pri tovarniški ekipi Mercedes. Se tudi pri njih pozna ta sprememba na sami temperaturi asfalta. Če smo pravzaprav iskreni, niti toliko ne, kajti tudi na petkovih kvalifikacijah niso bili tako konkurenčni. Je lega proge, ki verjetno ne leži modelu dvojni V14B in seveda tako George Russell kot Lewis Hamilton sta na samem sobotnem sporedu razočarani. Poglejmo si sedaj, kaj bi lahko dejali okrog ritma, ki ga lahko pričakujemo v nedeljo na dirki za veliko nagrado. Najprej si bomo ogledali malce rezultate prostih treningov, kjer vidimo na vrhu tabele najboljše čase, ki so jih vozniki dosegli s posamezno mešanico, ki je tu na razpolago. In vidimo, da Max Verstappen je bil najboljši s pnevmatiko soft in pnevmatiko medium. A drugi najboljši s pnevmatiko soft na prostem treningu Carlos Sainz mlajši. Njegov čas, minuta 5 sekund in 983 tisočink. V bistvu Max Verstappen s pnevmatiko medium je bil 2 desetinki hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega s pnevmatiko soft. Že to nam pove, s kakšno lahkoto vozi Max Verstappen svojega Red Bulla in koliko je v resnici hitrejši. Čas Lewisa Hamiltona na posamezni krog s pnevmatiko hard, minuta 6 sekund in 416 tisočink, je v bistvu nekje v tistih mejah, ki jih lahko vidimo v primerjavi z Maxom na pnevmatiki medium. A seveda treba bo držati ritem. Na enem samem prostem treningu ni bilo jasno, kaj pravzaprav ekipe počnejo. A pogledal sem si, na primer, poizkus ritma pri Hamiltonu s pnevmatiko hard in njegov ritem se je gibal tam okrog minute 10 sekund in 5 desetink, lahko malce manj. Težava je v tem, da na primer Max Verstappen z isto pnevmatiko je vozil rahlo počasneje. Njegov ritem se je gibal od minute 10 sekund in 5 desetink pa tja do minute in 11 sekund. Torej Red Bull počasnejši od Mercedesa še zdaleč ne. Morda so imeli večjo količino goriva. Namreč po drugi strani oba Ferrarija sta v povprečju vozila več kot sekundo in pol počasneje. Torej, menim, da moramo gledati na tisto, kar je pokazal sam sprint, da bi nekako razbrali praktično razmerje moči za nedeljsko dirko. A tu moramo biti pozorni. Štartni razpored je oni, ki so ga dosegli na samih kvalifikacijah v petek, ampak temperature bodo bolj podobne onim, ki smo jih videli danes v soboto. A sedaj je treba še nekaj trenutkov posvetiti napovedim strategije. Ponavljam, kot običajno sam, kakšnih napovedi, ki bi jih sestavil Pirelli, nisem videl in seveda primerjava med mojo napovedjo, napovedjo Pirellija in tistim, kar bodo ekipe pokazale na sami progi, bo v komentarju, ki ga objavljam kot običajno po sami dirki za veliko nagrado. A pojdimo k tistemu, kar sem pripravil in najbolj enostavna, dolgočasna, predvidljiva strategija je tista z enim postankom, kjer začnemo na pnevmatiki medium. Prvi del dirke bi lahko trajal tam okrog 24 krogov, to pnevmatika hard in lepo, brez težav do konca. Po drugi strani bi lahko uporabljali tudi obrat te strategije,
ki bi na progi v Spielbergu lahko prinesel onim v ozadju določeno prednost. Namreč najhitrejši tam spredaj bi se ustavili pred njimi in nato obtičali v gneči za njimi, začeti na pnevmatiki hard vztrajati na približno 45 krogov in nato iti na pnevmatiko medium, bi se lahko celo izplačalo. Če bi prvi del dirke podaljšali proti 50. krogu, v drugem delu bi lahko celo uporabljali pnevmatiko soft in to bi znalo biti zanimivo. A obstaja še tretja varianta, v katero ne verjamem, ampak je možna, namreč ona z dvema postankoma. Začeti na pnevmatiki medium, 24 krogov, nato na pnevmatiki hard nadaljnjih 27 krogov v malce bolj divjem ritmu kot v prvi varianti, da se razumemo, in zopet nato preiti na pnevmatiko medium oziroma soft, odvisno kako dolg bo tisti srednji del dirke in tudi ta bi se lahko izplačala. A dobro vemo, da tokrat na veliki nagradi Avstrije napoved strategij je težavna. Ne samo zaradi tega, ker je bil sprint posredi na samem formatu dirkaškega vikenda, ampak ker je napoved padavin več kot realna. Seveda, ukolikor bo prišlo do deževne dirke, vse te napovedi niso vredni nič, a o tem se bomo pogovarjali seveda v komentarju, ko bo sledila bistveno bolj podrobna analiza. A danes, za zadnji briefing, kot ste lepo razumeli, je pa to vse. Hvala, kot običajno, za vašo pozornost in nasvidenje.